Beluška bo danes nekaj skuhala. Ne vemo še kaj, ampak imeli bomo jajčka, pa eno mešanico začimb, ki bodo prazniki. Kdo je Beluška? Ena taka malo bolj posebna kača, no, zaenkrat. V bistvu Beluška je kača, pravijo ljudje. Beluška, ki pa govori o ljubezni in drugih drogah, je pa ena malo bolj posebna kača, ki je dobila ime v Metliki. Trenutno vam kuha eno pito z limonina lupinca. Sečuanski poper. Sečuanski. To je tak, kad sploh v bistvu niti ne peče. Paše na vse sladko, tako ful da potiši. Res? Res. Ajoj, kamera nima nosa. Zdaj pa pimeta ne bomo mogli zmleti, brez da ga stremo. Se pravi limonina lupinca, pimet in sečuanski poper. Tako, zdaj bomo dali pa noter še malo klinčkov, pa jih bomo tudi tako malo zdrobili. Pa bomo pa to malo zmešali, pa zmleli, pa da vidimo, če podiši prav. Ne bomo dali cimeta noter, tako to vsi delajo. Te začimbe bomo dali v bistvu na nadev, da bomo pa imeli kam nadev dati, da bomo mogli pa najprej testo narediti. Pito bomo delali z jabki, pa takimi dišečimi stvarmi, pa konopljo, pa pridite probat, če vas zanima, kaj bi bilo zveže. Ok, zdaj bomo proso skuhali najprej, ko v bistvu bo najdel časa rabil. Pa recimo, da to ne bo preveč poletelo ven. Dobro. Koliko prose? Odvisno, koliko imate velike pesti, mogoče eno ali pa dve, ali pa odvisno, koliko ste lačni. Mi smo dali tak, evo, v šalico. Ene 2/3, ene toliko. Zdaj bomo pa to... Na eno skodelico prosa smo dali 2-krat toliko vode, pa še malo. Zato, ki je proso ful žejno, ampak ga ne bomo niti skuhali do konca. Koliko je to žličke? To en malo žličke soli. Zdaj bomo počakali, da zavre. Ga postavili na 2 minutke, pa ga bomo pa v bistvu kar ugasnili, pa ohladili, drugače se bo preskuhal. Zdaj pa lahko orehe sesekljamo, če rabimo večje koščke, lahko jih pa ne. Se pravi, orehe smo prej namočili. Vse oreščke namakamo, vsa semena namakamo. Evo, konopljo smo namakali enih 20 minut, pa zdaj smo jo odcedili, sprali. Zdaj pa čakamo, da se voda čisto odteče, ker jih bomo popražili na tistih začimbah. Torej, to so neluščena konopljina semena. Zdaj so malo že namočena, tako da so se malo rehidrirala, ker so bila suha prej. Zdaj bomo pa malo sprobali, kako te naše začimbe. Se pravi, to je naša mešanica začimb. Tako, na ponvik se greje, zdaj bomo počasi dodajali ta semena. Jih malo popražili. Lepo dišim. Okus je v bistvu tisti, zakaj namakamo vse skupaj, ne vem, meni lešniki, tisti trdi ali pa orehi, suhi, sicer so super, ampak so veliko boljši, pa veliko boljši okus imajo, če pač jih prej hidriraš. Pa jih tako še vedno popražiš, tako da načeloma je treba namakati vse oreščke pa vse semena. Zdaj pa v bistvu to pražimo, dokler niso semena suha, dokler ni več vode noter. Mezu pa verjetno tudi že kaša. Zdaj bomo pa te orehe pa kar nič nasekljali jih bomo, da bomo imeli tako malo bolj razgibano testo. Bomo dali sploh sladkor noter v tole. Mislim, jabolka so načeloma že dosti sladka ta domača. Tako da bi lahko dali mogoče čisto malo sladkorja res v to testo. Kaj pa med? Lahko damo pa med, evo. Ja, kaša nam je zavrela, vidiš? Jo bomo kar odstavili, pa jo bomo odlili. Jo bomo sprali, zato da se zdaj neha kuhati, pa zato da jajček ne bo zakrknil, ko bomo zdaj to vse skupaj zmešali v testo. Bomo zdaj v kašo dali jajček.
bistvu smo cel jajček čisto rahlo vmešali noter v tole kašo, zato da hočemo, da vse skupaj stegne, ker kaša niti ni kuhana do konca, dobila bo še pražena semena konoplje, pa sesekljane orehe, tako da najbolj, da jih sesekljamo. Da bo pač to res praznično že zdaj diši po tistih začimbah, ki smo jih dodali, ampak bomo dali v testo še seme črnike. Ne vem, zakaj Slovenci temu rečemo črni sezam, ker nima veze s sezamom, ima veliko bolj veze s konopljo. Rodovno oziroma iz rastlinske družine sta veliko bolj v žlahti, no, kot s sezamom, čeprav s sezamom izgledata veliko bolj podobno ali pa s kakim, no ja, sezam mogoče koga spominja, no, ampak črna kumina tudi rečejo temu, ne, tudi s kumino niste nič v žlahti. V bistvu vse kruhe paše. Peciva. Vse, kar ima moko, čeprav ta stvar tukaj, ki jo zdaj kuhamo, nima nobene moke. Nič moke ne bomo dodajali. V bistvu brezglutensko pito delamo danes, no, kako obrnemo. Prepražena konoplja. Sicer je še topla, ampak jo bomo tako počasno noter dodajali, da ne bo jajčku nič. Evo, pa bomo premešali. Cilj te mase je, da rata testo. Ne bomo dali noter sicer nobene maščobe. Bomo pa fajn namazali pekač z maslom, tako da načeloma bomo masa upila to maščobo. Lahko bi uporabljali tudi kjerkoli drugo maščobo, kakšno kokosovo olje, ampak mi imamo danes tako kmečko, ta pravo slovensko jabolčno pito s polnimi sestavinami. Tako da, dokler ne bodo rasli kokosi pri nas, bomo kar na putu delali. Tako diši kar dobro, mogoče bi dali lahko še malo več konoplje, da bo to malo hrskalo. Enih drog je hitro dost, sam telih dni, po moje, da nikdar preveč, pa za praznike pa mora res dišati. No, zdaj tega rada malo več, ko smo imeli v planu, pa bomo rabili še jajček. To se zgodi, ko beluška improvizira. Evo ga. Lahko bi bilo tudi jajce od beluške, če imate kakšno v vrtu. Naprimer. Pa imate eno dost, pa nočete jih več. Če imate beluško v vrtu, to je nekaj ful fajnega pomeni, veš? Res. Beluška je taka ful zbirčna kača in ona gre samo res na najboljši vrt. Ona nikar na vsakem vrtu. Zato ona rabi čisto tekočo vodo zraven, pa kakšne te domače droge proti različnim zajedavcem, ne te bio-kile, pa bio-zdrav, pa vse. Zdaj bomo prižgali pečico počasi, ja, ko bomo tole namazali. Testo malo meda rabimo še, zato ker jabka so dosti sladka sama obsolila, pa jih ne bomo pol mazali. Tako da z eno dobro veliko žlico meda. Ja, tega nekrate delati doma, tako. Res, malo lepš, da bo mama huda, ko bojo sladki kozarci. Konopljo poznamo v mnogih oblikah, a ne? No ja, v kuhinji imamo trenutno pri roki tale prorokov oljček. Cela semena, ki smo jih že popražili danes, pa jih imamo že v testu. In zdaj imamo v roki še konopljin proteinček. To je v bistvu moka konopljina, fino omleta, tisti najbolj fin prah. Zelo intenziven okus. Konoplji, jaz ne vem, jo imate radi ali ne, ampak tukaj noter bo šla kakšna dobra žlica ali pa žlica pa pol tegale proteinčka. Ker smo se držali, da ta pita ne rabi moke. Pa bomo dali tale proteinček, ki je v bistvu ne bi bil narejen iz celega semena. Zdaj ne vem, najbolj da tistega, pri katerem svojo konopljo kupujete, vprašate, kak jo dela. Ker dobite tako blazno različne zadeve. Je pa fajn vedeti, kaj daš v krožnik, no. Tako da zdaj bomo dobili malo temnejšo barvo tegale našega testa. Pomešamo tole proteinček noter.
pa da bo zares dišal po praznikih. Ja, jaz mislim, da nobenega praznika še ni bilo brez kave. Pa bomo dali še malo kave noter. Ampak res zelo malo, ker kave je lahko začimba, tudi v kruh jo lahko date, ampak morate res vedeti, kaj pomeni malo. Evo, toliko smo popoprali kave po testu. Naša pečica se tudi ogreva tam nekje na dobrih 200 stopinj. In zdaj je čas, da namažemo tale naš pekač in bomo dali testo peč, da bomo lahko jabolka rezali in tako naprej. Tako da, jaz ne vem, kako vi pacate te svoje pladnje, ampak belouška, čeprav nima rok, si se kar nekako znajde. Ta mora biti res fajn namazan, drugače zadeva ne bo šla ven, no. Da bi bilo treba se objemati. Res, lahko bi res štand bi postavili. In to je tak super štand, ker bi pač dajali objeme, to vso hrano, ko jo beluška testira, pa pač kuha, pa pač ne vem, bi se imeli fajn. Mogoče bi se lahko tam smejali ljudem, da kaj pa vi, mislim, imamo tudi lušt, da vi greste po šoping. Prazniki so, pač z nečem jih je treba zapolniti, no. Mi moramo pa zdaj nekako pozorno zafilati tale pekač, zato da pol ne bojo jabolka pobegnila skozi njega. Pa ker ljudje jemo tudi najprej z očmi, mora najprej to lepo zagledati. Evo, pa smo jo namazali, pa razmazali in zdaj gre v pečico za nekje 20 minut. Še vedno imamo na 210. Zdaj bomo pa razrezali jabčke, zato da bomo imeli pol mer, pa mogoče še nekaj drugega sčaramo vmes. In ko vsi vemo, da so v bistvu lupine od jabolk tudi super, jih ne bomo niti lupili. Čokolade, pa bomo naredili bekice s konopljo. Zdaj smo dali najprej v 2 posode vodno kopel, se pravi v spodnji posodi je voda, v zgornjo bomo pa natresali zdaj malo čokolade. Stopili smo to mlečno čokolado in zdaj jo bomo stresli tukaj v vrečko, ker nimamo prave modelirne vrečke, bomo si pomagali s to za živila. Najdeti moramo kot. Najprej takole. Odpite so nam ostala semenčka konopljina popražena z začimbami in ker recikliramo, moramo narediti tele bekice. Tako da gremo ven s tole stopljeno čokolado pa semenčki. Ven gremo pa zato, ker je pečica spet topla, da dokončamo pito, pa je pretoplo za čokolado, se ne bo hotla lepo. Odrežemo najprej tale konček, ki ga ima tu viška vrečko. Pa odrežemo eno tako čist mini špičko. Pa probamo ne stiskati, ker drugače bo čokolada tekla za nami. Takole zavijemo to in začnemo risati bekice. Bekice so takole recimo. Evo, praznična konopljina bekica. Vidi se, da je iz volne, ki je malo skuštrana, pa v bistvu je čokoladica. Lahko bi noter dala kaj konoplje, veš, tudi tune take trkačne. Evo ga. Tole imamo najprej ven. Zdaj ga bomo pa okrog obrnili. Da vidimo, če se ga sploh dobro namazali, ker mogoče ne v hotu ven. Ja. Pika je hladna, že toliko, da imam lahko roke gor. Mislim, da je padla ven. Evo. Takole. Bravo. Testo. Zdaj pa čez njega položimo jabolke. Tole sicer zelo še vedno diši, pa smo porabili še za naše bekice tale semena, ampak da ne bomo stran metali, jih bomo tlele potresali. Takole.
Pečico imamo na 150. Začimbic? To so iste začimbe kot na začetku, a Tako, ne? jaz jih je dost. Mislim, nima smisla, da bi mešali za nekaj drugega že. Takole. In gre to nazaj v pečico. Nekaj 10-15 minut sem dolgo, da se jabka zmehčajo. Pa jedel. Evo, takole mi je izgledala tale naša pita. Tu so jabka pečena. V bistvu niso čisto pečena, zmehčana so glih malo. Zdaj bomo pa mi to nekako razrezali, da bomo probali, a? Evo, pa ker nismo dali nič sladkega, bomo dali zdaj čez tole čokoladno skropocalo s konopljo. Evo, to smo spekli. Zdaj ne vem, kako jih bomo rekli, kaj bomo mogli najprej probati. Traminček pa paše itak povsod, no, da vidimo, če je dober. Traminc je dober. Tole bo pa... Jaz bom še.